Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Pozdravljeni v Tečajnici. Po obveznicah, delnicah in skladih bomo v tokratni 4. epizodi preverili, kako oplemenititi naše premoženje z varčevanjem in vlaganjem v borzno-trgovalne sklade oziroma ETF-je. Za vse, ki ste se s pojmom ETF srečali prvič, gre za podobno obliko varčevanja kot pri vzajemnih skladih z nekaj razlikami, pravi Marja Milič, strokovnjakinja za investicije in ustvarjalka finančnega podcasta Money How. Ko govorimo o vzajemnem skladu, govorimo načeloma o skladih, ki jih poznamo tukaj v Sloveniji, ki jih tržijo družbe za upravljanje. To so Triglav skladi, NLB skladi, General Investments, Primorski skladi, Infond skladi. Te skladi, vzajemni skladi, ne kotirajo na borzi, se pravi, niso uvrščeni na borzo. Medtem ko govorimo o ETF-ih, to so pa Exchange Traded Funds, kar pomeni, da so uvrščeni na borzo. So tudi razlike v strategiji, če temu lahko tako rečem, investiranja. ETF-i načeloma so pasivno, gre za pasivno strategijo investiranja, medtem ko pri teh skladih, o vzajemnih skladih, ki jih tržijo naše družbe za upravljanje, so pa aktivno upravljani skladi. In posledično so zato tudi višje provizije upravljanja. Tako kot pri vzajemnih skladih, tudi pri ETF-jih kupimo košarico različnih delnic. V našem ETF-ju se znajde več 100 različnih, s tem pa se tveganje naše naložbe zmanjša in izpolnjeno je prvo pomembno pravilo investiranja, razpršen portfelj. Prednost ETF-ov je tudi v tem, da gre za samo očiščevalno košarico. Kaj to pomeni? To pomeni, da se stalno dogajajo revizije in tista gnila jabolka se ven mečejo iz košare, v košari ostajajo pa samo dobra, zdrava, najboljša jabolka, če lahko zelo poenostavim. ETF-ji so ravno zaradi omenjenih prednosti v zadnjih letih postali precej priljubljena oblika vlaganja, za katero se odloča tudi vse več mladih. Razlog je tudi to, da danes investiranje deluje zelo drugače kot nekoč. Sama ta panoga se je tako razvila in omogočila zelo enostavno in poenostavljeno investiranje. Mi danes pravzaprav niti ne potrebujemo kupiti celo delnico, mi lahko kupimo frakcijo delnice. Se pravi, investiranje je postalo zelo dostopno, cenovno dostopno, potem z manjšimi zneski lahko gremo na borzo, lahko kupimo te velike košare različnih naložb, in tako dalje. Tako da z tega vidika celotna panoga se mi zdi, da je zelo veliko napredovala. Ja. Obisk borznih posrednikov danes ni več obvezen, če se želimo lotiti vlaganja. Številni pri ETF-jih prisegajo na tako imenovane spletne brokeraže. Vlaganja se lotijo z nekaj preprostimi kliki v aplikaciji na mobilnem telefonu. Teh aplikacij je res zelo veliko. Načeloma Slovenci uporabljajo Interactive Brokers, potem uporabljajo Trade Republic, potem Revolut, potem tudi N26 za investiranje v ETF-e. Seveda lahko tudi uporabimo slovenske brokerje, kot so Ilirika, NLB, OTP, BKS. Seveda tukaj treba upoštevati, da so stroški nekoliko višji, kot pa če kupujemo pri teh tujih ponudnikih. Kako pa vemo, da so varni? To so velike inštitucije, sploh recimo Interactive Brokers, to je v bistvu broker, katerega delnice kotirajo tudi na borzi in vsako četrtletje pravzaprav lahko preverimo, kako tudi ta broker posluje. Tečajnica. Tako kot pri vzajemnih skladih je tudi pri borzno-trgovalnih vlagateljev največji zaveznik čas. Gre za dolgoročno obliko varčevanja, pravi Marja Milič. Na borzo, sploh če govorimo o delniških ETF-ih, ne gremo za eno leto, en mesec, en teden. Vem, da so mladi zelo nestrpni, tudi moj sin 19-letni investira in ima košarico različnih ETF-ov in njemu se je zdelo malce dolgočasno. Jaz sem pristaš tega, da lepo počasi sistematično delamo na dolgi rok in ETF-i so odlično orodje za dosego predvsem dolgoročnih ciljev. Ravno zato so ETF-ji dobra izbira za vlagatelja, ki ima postavljen dolgoročni cilj varčevanja. Začetni znesek, ki bi ga vložili vanje, je lahko nizek. Torej, za začetek varčevanja ne potrebujemo veliko premoženja. Lahko že z manjšimi zneski seveda gremo na trg, je pa seveda potrebno upoštevati stroške. Vsakič, ko gremo z denarjem investirati v katerokoli naložbo, je fino, da si vzamemo čas in preverimo stroške. Zdaj, ko kupujemo ETF-e, so cenovno relativno ugodni. Če pogledamo celoten strošek upravljanja oziroma celotne stroške teh ETF-ov, sežejo od 0,02 pa redko, da dosežejo odstotek. Zdaj, ko dosežejo odstotek, govorimo že zelo o nišnih ETF-ih. Tako da so cenovno zelo dostopni in tudi s 100 evri bi lahko že investirali. Ja.
V kaj vse pa lahko vlagamo z ETF-i? Imamo res ogromno možnosti, lahko investiramo v delnice, delniške ETF-e, obvezniške ETF-e, surovinske ETF-e, ETF-e vezane na plemenite kovine, kriptovalute, možnosti je res ogromno. Ravno zaradi toliko možnosti se na začetku lahko znajdemo v dilemi in obupamo še preden začnemo vlagati. V velikanski ponudbi pa se na trgu vedno najde varna izbira. Obstaja ena spletna stran, ki se reče justetf.com in to je v bistvu ena spletna stran, ki ponuja pregled vseh ETF-ov, ki so na voljo evropskim vlagateljem. Tam imamo v bistvu, lahko razvrščamo po posameznih kategorijah in po vseh faktorjih, ki so nam pomembni. In dobimo en tak zelo lep pregled vseh ETF-ov. Jaz načeloma priporočam, da vedno izberete največjega in cenovno najbolj ugodnega. Zakaj največjega? Zaradi tega, ker če izberemo manjše nišne ETF-e, se lahko zgodi, da ta ETF ugasne. To ne pomeni, da izgubimo denar, denar se nam bo nakazal, ampak to za nas kot malega vlagatelja pomeni seveda davčni dogodek. Pozornost velja nameniti tudi temu, kaj se v izbranem ETF-ju zgodi z našo dividendo. Nekateri ETF-ji izplačujejo dividende, drugi pa v bistvu akumulirajo oziroma reinvestirajo. Za nas male vlagatelje, ki želimo imeti čim manj opravka z davkarijo, je najbolje, da izberemo akumulacijske ETF-e, se pravi, ki reinvestirajo dividende, ker če se nam bojo vsako četrtletje izplačevale dividende ali pa enkrat na leto, dvakrat na leto, bomo imeli kar nekaj dela z oddajo davčne napovedi. Čeprav borzno-trgovalni skladi veljajo za manj tvegano naložbo, niso imuni za nihanja cen, ki jih v današnjem času povzročajo predvsem napete geopolitične razmere. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal carine za skoraj ves svet, so se nekatere delnice posameznih podjetij obarvale rdeče. S&P 500, indeks 500 največjih ameriških podjetij, ki je eden najboljših kazalcev položaja na borznih trgih, je takrat upadel kar za 35%. Zaradi negotovih razmer se zato zgodi, da lahko vrednosti naših ETF-jev nekajkrat na leto zanihajo. Ampak po mnenju Marje Milič, nihanja na borzah niso razlog za preplah. Če se ustrezno izobrazimo, če vemo, da je borza nihajna, se lahko tudi ustrezno pripravimo na te popravke, ki se zgodijo. Pravzaprav skoraj vsako leto se nam zgodi 10-20% popravek, res pa je, da se na vsake toliko časa zgodijo res malo bolj večji popravki, kot so 35-50%. Scenarij, po katerem izgubimo ves denar, ki smo ga vložili v ETF, je možen, vendar je ob pametni izbiri skoraj nemogoč. Zato jaz vedno priporočam, da je smiselno investirati v največje globalno razpršene ETF-e, a ne s tem minimiziramo to tveganje. Zdaj, če pa gledamo recimo S&P 500 indeks ameriški, ki vključuje 500 različnih ameriških največjih podjetij, da bi pa padel na nič, bi pa mogla biti res ena velika katastrofa. Vprašanje, kako bi se, ali bi lahko govorili, ne vem, to je zelo črn scenarij, ne bi šla v to zgodbo. Za kakšen tip vlagatelja, če obstaja, pa ETF-i niso primerni? Zelo dobro vprašanje. Ne vem, sploh se mi zdi, da je to en tak super inštrument, ki v bistvu razprši tveganje, ne rabiš se ukvarjati s posameznimi delnicami, obveznicami, to je noter že v košari, nekdo namesto tebe opravi domačo nalogo, tista gnila jabolka ven zmeče, dobro ostanejo notri v indeksu. V bistvu sploh ne vem, za komu ne bi tega priporočala. Borzno-trgovalni skladi so torej dobra oblika dolgoročnega varčevanja, za katero ne potrebujemo veliko začetnega kapitala, temveč več potrpežljivosti. Kakšne donose je tukaj za pričakovati, tudi to je pomembno povedati. S&P 500 na dolgi rok prinaša 9,3% donosnost. A ne, zdaj lahko imamo obdobje, ko je bolj donosen, potem imamo obdobje, ko je manj donosen, ampak v povprečju na dolgi rok prinese 9,3% na leto. ETF načeloma predstavlja neko osnovo, neko bazo, jaz pravim, da tudi kot testo za pico je lahko in potem lahko sami dodajamo začimbe, tisto, kar nam paše. Ampak da moramo v prvi vrsti postaviti nek temelj in jaz mislim, da je globalno razpršena košarica lahko odličen temelj, da začnemo graditi nekaj na dolgi rok. Če ste med poslušanjem ugotovili, da so ETF-ji morda dobra oblika varčevanja za vas, se še dodatno izobrazite in začnite čim prej. Saj veste, kaj pravijo. Čas je denar. Tudi pri ETF-jih.
Tečajnica.